NATO strukture, evropske strukture, ki zdaj jamrajo, da niso bile vpletene v to, ameriške strukture, kitajske strukture, ukrajinske strukture, ruske strukture so vpletene že vsaj leto pa pol v pogajanja. Na tisti dan bi radi pač končali to vojno. To je Tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi Nataša Pirc-Musar, Robert Golob, Tanja Fajon in Vojko Volk. Prav danes v Saudski Arabiji poteka, lahko bi rekli, prelomno srečanje za končanje vojne v Ukrajini. A brez Ukrajine in brez voditeljev Evropske unije, ki se, pa še tole ozek elitni klub, medtem srečujejo v Parizu. Smo torej skoraj točno 3 leta po ruskem napadu na Ukrajino, vendarle kaj bližje trajni sklenitvi miru in za kakšno ceno. Napeto pa ostaja tudi v naši bližnji regiji. Avstrijo pretresa napad v Beljaku, tik ob slovenski meji. No, odprto pa ostaja tudi vprašanje, kako se bo razpletlo vrenje v Srbiji. O vsem tem danes z enim redkih mednarodno priznanih strokovnjakov za geopolitiko pri nas, z Larisom Gajserjem, doktorjem geopolitične ekonomije, svetovalcem tujih vlad, nazadnje pa političnim svetovalcem NATO, poveljništva NATO v silah KFOR na Kosovu. Lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Pozdravljen. Zdaj, gostje, s katerimi smo običajno bolj notranjo politiko analizirala, še nismo imeli te sreče, da bi dobila koga, ki je bil že dejansko na safariju, pa me zanima, a je pri geopolitičnih analitikih kaj drugače. Danes sem želel priti oblečen v mojo safarsko obleko. Moram priznati, ampak mi ni pasalo, oziroma po moje ne bi bila dovolj spoštljiva za tako resne in dobre oddaje. Se pravi, ni prvič na safariju? Ne, nisem prvič na safariju, tudi v Afriki sem deloval nekaj časa, v Angoli, tako da sem imel možnosti videti leve, žirafe in ostale. Pa sva prebila let še na tem področju. Evo, tudi midva se še morava podati na ta prav safari, tako da zaenkrat bolj po tej politični krajini, ampak zdaj, če pogledamo, se mi zdi, naslove zadnjih recimo 2 mesecev. Ne? V nasilnem napadu z nožem v Aschaffenburgu ubita moški in 2-letni otrok, še 2 človeka huje ranjena. Ne? V Berlinu moški z nožem napadel in ranil več ljudi. Število ranjenih v napadu na božičnem sejmu v Magdeburgu naraslo na 235, mrtvih 5 ljudi, 4 odrasli in 9-letni otrok. Ne? Pa če se morda zdi, da sta Magdeburg in Aschaffenburg niti morda Slovenci ne vemo točno, kam bi jih na nemškem zemljevidu uvrstili. Berlin se nam zdi mogoče zelo oddaljen, ne? Pa v zadnjem tednu lahko beremo. Ne? V napadu v Münchnu umrli 37-letnica in njena 2-letna hči in v Beljaku islamist, ki je prisegel zvestobo islamski državi, z nožem napadel mimoidoče, 14-letnik umrl, 5 poškodovanih. Ne? Beljak pa München sta pa že mesti, ki jih recimo pogosteje Slovenci obiskujemo, ne nazadnje Beljak je pravzaprav lahko rečemo celo na območju slovenskega, recimo, etničnega ozemlja. Ne? Kako sta vidva doživljala to dogajanje v Beljaku, no? Kar za oba? Kar se mene tiče, jaz bi rad spomnil, da od leta 2015, takrat, ko je Angela Merkel rekla, vsi so dobrodošli in se je dogajala velika kriza na Balkanu, so vsi šli mimo Slovenije in so imeli odprta vrata v Nemčiji. Osebno, pa tudi kot predsednik panevropskega gibanja, takrat smo opozarjali, da takšno dejanje je dejansko samomorilno za Evropo. Ne Nemčija takrat, pa še manj Evropa so bili pripravljeni na nekaj takšnega. Glejte, terorizem je zelo kompleksna zadeva. Če vi odprete vrata, takrat 1 milijon ljudi, sprejetih je bilo, naj bi bilo 500 000, je jasno, da na tisti avtobus se bojo vsedli tudi teroristi. Vsi so prihajali z Bližnjega vzhoda in vedeli smo, kaj nas čaka. Da se soočaš s terorizmom, ti moraš imeti izredno dobro izurjenje varnostne agencije oziroma varnostne organe. In jaz vodim oziroma sodelujem z think tankom na Katoliški univerzi v Milano, kjer imamo specifičen dejansko think tank, ki deluje že dolga leta, raziskuje in sodeluje z raznimi državami v Evropi na področju terorizma. In mi vedno rečemo, da se soočaš z terorizmom, ti moraš razmišljati in živeti kot terorist. Če tega ne delaš, če to tvoji varnostni organi ne delajo, potem ni šanse, da lahko preventivno, ker samo preventiva dela pri terorizmu, da preventivno ustaviš ta fenomen. Seveda, socialno moraš biti pripravljen, tvoja država mora biti pripravljena, da
vključi ljudi v sistem, ampak vseeno tisti, ki želijo biti teroristi, tisti teroristi bodo in ti jih moraš preventivno ustaviti. Spomnim vas, nekaj let nazaj, enako bi mi lahko prebirali, kaj se dogaja v Franciji in Belgiji. Se spomnite, kar naenkrat so bili napadi v Belgiji, kar naenkrat so bili napadi v Franciji. Varnostni organi v tiste države niso znali se soočati z fenomenom. Danes imamo enako, ker Francija in Belgija na nek način so se popravile, imamo pa enake težave v nemškem območju. Sem prepričan, da s časom tudi Nemčija, Berlin in Dunaj bosta razumela, s čim se soočata, kot je Italija v desetletjih pred nami, že 60, 70, 80. In zakaj v Italiji se to ne dogaja? Ker ima izkušnje z rdečim, črnim terorizmom iz 60, 70, 80 let in ve, kako se soočati z terorizmom. Nemčija in Avstrija se morata dejansko bolje pripraviti v prihodnosti. Zdaj, jaz moram tudi reči, da sem zelo osebno v bistvu bolj kot ponavadi doživel to stvar. Zdaj, zakaj? Razlog je v bistvu preprost. Jaz se spomnim enega zelo lepega pozno poletnega popoldneva lani, v drugi polovici avgusta, ko sem se za nekaj ur v bistvu na eni taki lahki večeri na poti domov iz Nemčije proti Sloveniji ustavil v Beljaku in moram reči, da takoj, ko so zdaj televizije objavile te posnetke, sem prepoznal isto ulico, te iste izložbe, po katerih sem se tam res ležerno sprehajal. Kar se me je dotaknilo še bolje, pa da sem imel v Beljaku seveda identičen občutek te neke elementarne varnosti, kot ga imam, ko hodim po slovenskih ulicah. Skratka, čisto urejeno, dobesedno spokojno, poletno avstrijsko mesto, prijetno mejhno, tudi ne preveč, kako bi rekel, turistično. In potem se te ta stvar še toliko bolj dotakne, tako da moram reči, ko sem gledal te posnetke s tisto kredo na tleh, ko je avstrijska policija narisala silhueto trupla 14-letnika, ki je umrl na ulici, se me je to toliko bolj dotaknilo, kot ponavadi pomisliš dejansko, da ta varnost, ki se nam zdi zelo samoumevna, v bistvu niti najmanj ni samoumevna. Nikoli ni, Ja, mene je šokiralo recimo to, kako se je pravzaprav ta napadalec, mislim, da ga je nek dostavljalec hrane zbil z avtomobilom, ampak potem nekako prej ga je policija aretirala, nekako se je nastavljal kameram, je bil nekako, mislim... Prst je držal v molitev. Točno je kazal, zakaj on je tam in kakšna je njegova misija. Teda, tista gesta in tista slika, sem jaz tudi videl, dejansko jasno kaže, da to je bilo naprej pripravljeno in jasno to je bil cilj. Na nek način tudi posmehovanje policistom, ki so ga... Mislim, meni je recimo pretresla analiza, ki sem jo te dni prebral, in sicer od Dena Burmavija, to je Jordanski, ki je bivši musliman, ki je razlagal, zakaj bi musliman z avtom zapeljal množico nedolžnih ljudi. Pravi razlog ni revščina, niti zatiranje, niti radikalizacija, gre za rezultat islamske doktrine. Islam oborožuje krivdo, namesto odrešitve grozi s peklenskim ognjem, ki ustrahuje v poslušnost. Torej, Allah ljubi tiste, ki umrejo v boju proti nevernikom, in torej ima musliman dve možnosti, ali živi s krivdo, ali pa se pridruži džihadu, oziroma kot navaja Koran, potem ubite tiste, ki ne častijo Allaha in ne ubogajo preroka. Torej, pravi, je to ubijanje nevernikov veselo dejanje, ki prinaša odrešitev. Kako to, da je Evropa recimo tega ni bila zmožna predvideti, videti, se vendarle ima izkušnje z islamom že 1000 let. Islam obstaja tudi normalni, uravnovešen islam, zagotovo. Tudi ta, po moje, branje v to smer je malo preveč skrajno naravnano. Moramo pa se zavedati, da terorizem, islamski terorizem je boj za oblast. Jaz sem pred kratkim, lansko leto, na koncu lanskega leta, veste, mi profesori smo neumni in lahko hodimo po svetu in sprašujemo zadeve, malo tako, dr. Indiana Jones, nas pošiljajo uradno univerze in zadnji terorizem, najnovejši terorizem prihaja iz Tadžikistana. In seveda sem pač malo šel na sprehod po Uzbekistanu in Tadžikistanu, malo spraševal in videl situacijo, kakšna je. Poglejte, kaj se je zgodilo. Tadžikistan je prav v osrčju Azije. Od Tadžikistana hitro prideš do Afganistana, čez Afganistan lahko greš preko Irana, Iraka in si v Siriji. Kaj se je zgodilo v Siriji pred kratkem? Nekdo nam je postavil izredno demokratičnega človeka, ki so ga iskale vse varnostne agencije po celem svetu, največji
terorist, človek, ki je ubil na tisoče ljudi, je postal za nas in za naše medije kar naenkrat prispodoba demokracije in varstva manjšinskih pravic. Prosim vas lepo. Nekdo ga je tam nastavil. In zdaj pogledajte, kaj se zgodi iz Tadžikistana do Sirije, kar pomeni do Sredozemskega morja, kar pomeni pred vrati naših držav. Avtocesta terorizma. To avtocesto terorizma nekdo izkorišča. Zakaj? Zato, da destabilizira Evropsko unijo, če želite, vsaj evropsko politiko in zagotovo evropsko civilizacijo. Ker enotni ne smemo ostati. Da ti dobiš oblast, moraš drugega zrušiti. In to delajo. Mi tega se moramo zavedati, se strinjamo. Kako da mi tega ne želimo videti? Ker mi realistično ne gledamo na svet. Mi ne gledamo geopolitično na svet. Zdaj, mogoče na temo Beljaka, tako se velja verjetno retorično vprašati, odkot pa je ta sirijski napadalec prišel do Beljaka. Zelo verjetno lahko domnevamo, da tudi prek Slovenije. Zdaj, rekel bi tudi jaz, da sem proti posploševanju, ki bi kar enačil islam in terorizem, vendarle se mi zdi, že sam si omenil, da je ta zgodba iz Beljaka imela tudi to lepšo v bistvu svojo drugo plat, ki je tudi simbolno do neke mere močna in pomembna. Namreč ta 42-letnik, ki je na nek način z avtom prestregel napadalca, je bil lokalni dostavljalec hrane, ki je tudi sirijskega rodu. Tisto, kar se pa mi zdi absolutno nujno, je, da Evropa kot družba postavi neke jasne filtre. Se pravi, da vzpostavi sistem, ki po domače povedano, neke strokovnjake, učitelje, inženirje in podobno, ki prihajajo k nam v iskanju neke boljše prihodnosti, loči od versko obremenjenih posameznikov, ki v bistvu pridejo bolj kot ne uživati socialni sistem, ki ga tukaj imamo. Ampak še to včasih ne. Pride prav zato, da pač in naredijo. Morda celo izključno s tem namenom. Zdaj, morda mi boste vi to lažje pojasnil, glede tudi na vašo strokovno kariero. Tisto, kar jaz nekako ne razumem, pa spet mi je jasno, da je lažje preučevati neke organizirane skupine, kot pa te tako imenovane volkove samotarje, o katerih govorijo varnostni strokovnjaki, ampak vendarle. Če grem iz lastne izkušnje, ko nekaj iščem več dni, naprimer kupujem avto ali pa pralni stroj, YouTube, TikTok in Google vejo vse o meni in mi ponujajo iste zadetke, medtem ko nekdo, ki 2-3 mesece spremlja rekrutacijsko vsebino Islamske države, o tem pa nihče ne ve nič. To si jaz težko razložim, zakaj je temu tako. To je isti odgovor, kot je odgovor bil na napad v New Yorku 11. septembra 2001. Bili so, dejansko zgodilo se je vse, kar bi nam kazalo, da prihaja napad, a nekdo tega ni upošteval. Tu je failing trenutek, tu je trenutek težavni, trenutek za varnostne agencije, za varnostne organe. Če nekdo je strokoven, profesionalen, temu sledi, ve, da se bo zgodilo in bo proaktivno to ustavil. Še enkrat poudarjam, v Italiji ni bilo enega napada. Kar pomeni, da v tem trenutku v Avstriji ali v Nemčiji to ne deluje primerno, oziroma se lahko vedno zgodi, ker je izredno težko ustaviti terorizem. A se sploh upamo vprašati, kako je pri nas s tem? Ja, mi imamo srečo, da nismo ciljna država. Torej, bi rekel, da zelo verjetno, upam saj, nekaj časa s tem mi ne bomo obremenjeni. Varnostni organi zagotovo za nivo, ki ga imamo, težave ali potencialnega napada, deluje. Če bi slučajno postali ciljna država iz X razlogov, zaradi destabilizacije Balkana, zaradi destabilizacije centralne Evrope in zaradi našega vmeševanja v mednarodne odnose, ki pač nekateri ne vidijo v primerni luči, potem seveda mislim, da bi kar veliko tvegali. No, morda mi je zanimivo še to, na odziv na napad v Beljaku, je Robert Golob v istem tweetu, mislim, v istem stavku praktično, ko je izrazil sočutje za Avstrijci, poudaril, da je ta Siric prišel tja že leta 2020, nismo se pravi, pod neko drugo vlado. Očitno je tudi to notranje politični problem. S tem se res ne bi hvalil, iskreno res. Ampak zdaj, preden gremo naprej na Münchensko konferenco, mogoče še to, zakaj recimo, ker se mi zdi, da to ni zgolj neka brezbrižnost. Ali je tukaj, brezbrižnost nemških obveščevalnih služb, ali tukaj tudi načrtno recimo to ni se razvijalo ali pa se ni dalo temu poudarka, recimo, zakaj recimo pač oblast ni temu več recimo posvečala pozornosti? Nemške obveščevalne službe so dolga leta osredotočene na notranje težave, bolj kot na notranje težave, ki prihajajo od zunaj. Za njih je po drugi svetovni vojni vedno bilo najpomembnejše stabilnost ustavnega sistema. Kar je bilo seveda
soočanje z špionažo, ki prihaja z DDR, torej iz vzhodne Nemčije, v imenu seveda celotnega zahodnega zavezništva in nadzor notranjega sistema, da ne bi prišlo do rušitve politične, socialne, ekonomske skrajnežev. In to je zelo dobro delovalo. Kar pa pomeni, da nisi se specializiral v resnici v težave, ki lahko pridejo iz geopolitičnega konteksta, širšega geopolitičnega konteksta in si tudi živel v tem, da si priznal, da tvoj socialni sistem deluje dobro. Kar dejansko je nekaj desetletja po drugi svetovni vojni, ampak iz razloga zato, ker je bilo vse dejansko zmrznjeno, slika mednarodna je bila zmrznjena. Zdaj ta slika ni več zmrznjena in se dejansko varnostni sistem Nemčije mora prilagoditi drugačnim izzivom. Zdaj, ko smo pri tej odmrznitvi pa o spremembah pa o tem dinamičnem mednarodnem okolju, gremo kar lepo na Münchensko varnostno konferenco. Delovno sva je dala naslov Nov šerif je v mestu, zelo jasno zakaj. Ne? To je J.D. Vance zelo jasno povedal. Ameriški podpredsednik je tam evropskim voditeljem res pripravil lekcijo, ki je globalno zelo močno odmevala iz demokracije. Ne? Po njegovem mnenju tukaj je bil zelo neposreden, je v Evropi ogrožena, pa ne strani Kitajske, Rusije in tako naprej, ne, ampak od znotraj. Pa poglejmo del tega nastopa. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Vsebinsko zelo bogat govor, ne, nismo niti celega videli, mislim, 20 minut približno trajal, pa morda prva stvar, ki se mi zdaj je šokirala Evropo, ne, je to, da pravzaprav Amerika zelo jasno sporoča Evropi, čas je, da začnete za svojo lastno varnost skrbeti sami. A je tako? Zakaj? Zakaj je tako šokantno, ko nekdo predlaga, da bi recimo Evropa, ki je rekel, razviti center sveta, sama poskrbela za svojo lastno varnost? Je šokantno zato, ker to nam že govorijo vsaj 20 let Američani in tega nismo želeli slišati, ker so nam to govorili Obama, Biden, ostali, je to bilo vzeto kot prijazni opomin. V resnici pa so Američani to resno mislili. In ko je Trump prišel na oblast, pa že drugič povedal resnico, da pa glejte, se vam že 20 let vsi govorijo, da vi rabite, da morate poskrbeti, da morate dati več denarja za obrambne sisteme, za varnostne sisteme, ker svet se je spremenil, se ruši desno in levo, nad vami in pod vašimi nogami. Mi ne zmoremo sami, ampak vas rabimo, vas potrebujemo, vi ste naši največji zavezniki, vi ste naš civilizacijski zaveznik, prosim, pomagajte nam, mi tega ne slišimo. In potem, ker je on Trump, se začne dejansko samo neki politično obračunavanje, kako je on grd, kako on ni lep, kako on neprijazen, kako on ni diplomatski, kar res je, ni diplomatski, ampak pove resnico, ker na koncu mi 20 let nismo tega želeli slišati. Mislim pa, da ravno glede tega je zdaj v Münchnu prišlo do spremembe, skratka, ni bilo tako, se to je neka Trumpova figura, te diskreditacije tipične, ampak so dejansko vse glave povesile, ne, in je bilo kar nekaj te poklepanosti. Zakaj? Po mojem zaradi tega, ker vsebinsko, kot praviš, ne, Peter, so bile poante dejansko to the point, oziroma res v bistvo, ne, in so zato zabodle
bolele zelo vse prisotne. Ne. Zdaj, o čemer se po mojem lahko pogovarjamo, tudi sem že najdel kakšen zapis na to temo, je zdaj ta slog. Ne. Ali je všečno ali ni, da je Vance uporabil na evropskem parketu izjemno nediplomatski jezik, mislim, da je to kar neki obrvi pač privzdignilo. Ne. Na nek način je vtis, da se o ničemer v Evropo ni prišel pogajati, zdaj že drugič, ker je govoril tudi v Parizu predtem na vrhu o umetni inteligenci, ne. Ampak nekako povedati, kako ZDA zdaj to vidijo in tudi bolj ali manj, kako to bo po novem. Ne. Ob tem bi mogoče vaju izval kle z enim citatom ustavnega pravnika Mateja Aubla, da vidim, kaj še vidva mislite o tem, citiram. Ne. Takole je napisal Aubl: popolnoma so poradirali vidik mednarodnega prava, po NATO pogodbi so v solidarnostni zvezi z Evropo. Ne. Namesto zavezništva nam zdaj berejo levite, pogajajo se z agresorjem Putinom, ki je napadel suvereno državo, zakrivil masakre in smrti. Pogajanja pa potekajo za hrbtom EU brez Ukrajine in na Putinovi premisah na način, ki vabi k novim invazijam čez nekaj kratkih let. Kaj bomo rekli o tem, recimo? Ne? Gremo točko po točko. Ja. Prva točka, ni Trump začel se pogajati z Putinom. Jaz sem posredno bil vpleten temu rečem, saj že zadnje leto pa pol. Torej vsi smo vedeli, da mi se pogajamo, da se konča vojna v Ukrajini. Seveda, glavno je, kako se bo končala, to nišče ne ve. To pa je seveda zdaj na plečah Trumpove administracije. Ampak NATO strukture, evropske strukture, ki zdaj jamrajo, da niso bile vpletene v to, ameriške strukture, kitajske strukture, ukrajinske strukture, ruske strukture so vpletene že vsaj leto pa pol v pogajanja. In vsi vemo, da mi želimo končati na začetku tega leta, in zdaj datum naj bi bil simboličen 20. april, ko prvič po dolgih letih bomo praznovali veliko noč vsi kristjani skupaj. Na tisti dan bi radi pač končali to vojno. Torej ni Trump tisti, ki se pogaja zahrbtno in nišče se ni zahrbtno pogajal. Se lahko strinjamo, kakšna je bila vojna. Grda, slaba, ni primerna, ni potrebna, etc. Ampak vsi vemo, da mi želimo mir v Ukrajini, ker ne zmoremo. Evropa sama ne zmore več tega podpirati. Balkan bo ponorel, če bomo mi samo se ukvarjali z Ukrajino in da talali denar v Ukrajini, namesto da se fokusiramo na to, ker bi morala biti evropska prihodnost, in to je Balkan. In tretjo je, kar je povedal Vance. Meni je totalno prijazno do Evrope. On prosi za pomoč. On govori nam, dečki, mi smo ena velika družina, kar res smo, ne obstaja cesarstvo, ameriško cesarstvo ne obstaja brez Evropske unije, ameriško cesarstvo ne obstaja brez NATO pakta, torej on to poudarja. Ampak pa prosim, pomagajte mi, ker mi rabimo stabilno fronto v Evropi, ker imamo probleme drugot. Bomo za vas na nek način končali vojno v Ukrajini, dajte se stabilizirati, dajte narediti vaš del naloge, mi pa gremo se ukvarjati z Bližnjim vzhodom, s Kitajsko, ker tam imamo težave. V podtonu mi je bilo slišati, pa ne, da se ne strinjam. Se kar globoko strinjam s tem, še tako, ne, kot nek očetovski lik, ki reče, lej, plačeval sem ti šolnino za univerzo, slišal pa sem, da si kupil Ferrari in ga na prvem ovinku razbil. Z mojim denarjem, ja, seveda. Nekako tako je, ja. In tudi glede tega izločanja Evrope, ne, mislim, jaz imam bolj občutek, da se je Evropa nekako samo izločila, ne, mislim, s tem, ko pravzaprav ni zmožna brez Amerike ničesar narediti. Ne, torej, zdaj se pogovarjamo, pravzaprav, ne, a bi kakšna država lahko poslala kaj vojske, recimo, če se sklene premirje za kot recimo varnostno garancijo Ukrajini, da recimo Rusija ne začne znova. Ne. In imam občutek, da pravzaprav mislim, da Velika Britanija rekla, da bi malo nekaj vojakov lahko poslala, ne, ostali se še neki mencajo. Ne. Se pravi, če mi nismo faktor bom rekel, niti na vojaškem, niti na kakšnem drugem resnem področju, ne, ker smo se nekako samo umaknili od tega, da bi bili faktor, potem smo težko faktor, ko se dogajajo pogajanja. Ne, mislim, ne. Glejte, mi dejansko nismo nikoli bili faktor. Mi smo vasali enega cesarstva po drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni geopolitika jasno kaže, piše in nam pove, da pač Washington vodi naš zahodni del sveta. Na drugi strani takrat je bila Sovjetska zveza, zdaj pa imamo pač propadajočo nekako Rusijo in shajajočo Kitajsko. Američani se zavedajo, da dejansko brez evropskega trga ne morejo nič. Evropski trg, evropski državljani, in s tem mislim cela Evropska unija, je najbogatejši trg na svetu. Če ti ne prideš in ne prodaš stvari pri nas in ne dobiš s tem potem seveda cash flow domov, ti ne moreš imeti cesarstva. Primer zgodovinski. Anglija ni mogla biti svetovno cesarstvo, pa je obvladovala cel svet, če Napoleon
bi bil šef Evrope. So ga mogli sesut, ker ti moraš imeti evropski trg odprt. V trenutku, ko je Napoleon rekel, jaz bom zaprl ta trg, je seveda Anglija oziroma Velika Britanija vedela, da ne, tega človeka moramo eliminirati. In to je edini problem, ki ga ima Amerika z nami. Amerika reče, gledajte, mi vas rabimo dinamične, bogate, stabilne, vas želimo, brez vas mi ne moremo živeti, ampak prosim, pomagajte nam. Ker naš svet evropski je odvisen od Amerike in ameriški svet je odvisen od Evrope. In to je točno to povedal. Smo vključeni v pogajanja, seveda na koncu se pogajajo veliki, tisti, ki imajo moč, tisti, ki bo dali garancije, da bo mogoče neki mir držav za nekaj časa, pa lahko potem debatiramo, kakšen mir, po moje zgrešen, ampak pustimo zdaj, kakšen mir bo na koncu. In Evropa ni povabljena na telefonski klic med Trumpom in Putinom. Prosti, ne? Če se dva morata pogovoriti, da se bo končala zadeva, bomo potem vas tudi obvestili. Ampak reakcija je krasna. Mi dejansko smo užaljeni, ker nas ni povabil za mizo, potem pa mi, Francozi v tem primeru, skličejo 4 državice in ne povabijo ostali 22. Ja. Torej, mi smo resno kot otrok, ki se joče. Nisi nas povabil, bomo mi po svoje naredili, potem pa ne povabimo večina naših evropskih zaveznikov in prijateljev. Torej, tudi mi dejansko ne gremo v pravo smer. Zdaj smo v bistvu že pošteno načeli vprašanje Ukrajine, pa miru za Ukrajino. Rekli ste, zna biti tudi zgrešena verzija miru. Trump je dal že nekega gabarite precej jasno vedeti, recimo ozemlja, ki jih je Ukrajina nadzorovala do 2014, da naj se bolj ali manj poslovijo od tega, tudi Donbas in Krim in tako naprej. Evropa, kot ste sam povzel, je nekak stranski igralec. Zdaj, moram reči, da mene tukaj zanima tudi z moralnega vidika na koncu, predvsem to, a bo Putin po koncu teh pogajanj lahko kakorkoli razglasil svojo zmago, dobil na nek način, pokazal tudi drugim voditeljem tega tipa po svetu neko bjanko menico, da nadaljuje s tem nekim svojim imperializmom ali pa s to držo, ali bo mogel tudi sam pristati na neke koncesije, na neke koncev sankcije. Kaj mislite, da se bo zgodilo? Na koncu bojo vsi zmagovalci. Kot prvo, razčistimo. Mi smo ujeti v našo narativo popolnoma zgrešeno, ki je pravični mir oziroma pravično končanje vojne. To ne obstaja. Ko se vojna začne, na koncu edina možen mir je tisti, ki je možen. Tisti, ki je dejansko de facto lahko dosegljiv. Pravičnega miru ne obstaja nikjer, ko je enkrat vojna se sproži. To je prvo. In mi smo si stalno govorili, da bomo podpirali Ukrajince do pravičnega konca vojne. To ne obstaja. Realistično gledano se lahko vojna zaustavi. Zdaj pa, kako se bo zaustavila in kakšni projekti so odzadaj. Tu pa bi rad bil bolj optimističen. Jaz sem absolutno prepričan, bom razložil zakaj. Balkan in Ukrajina sta ena sama velika geopolitična regija. Od Sarajeva do Luganskega dejansko so vsi problemi povezani. Zakaj? Mi imamo Bosno-Hercegovino, ki propada, to ni država več. Zakaj? Zato, ker nima ustave. Ustava je mednarodni akt, je mednarodna pogodba, ki jo ne moreš spremeniti z nobeno večino v parlamentu. Torej, ta država dejansko lebdi nekje v zraku, živi zato, ker jo podpiramo za korupcijo in za denarjem, s katero jo filamo, ampak v resnici en dan ta problem bo na mizi. In da je ti rešiš ta problem, moraš sklicati vse tiste ljudi oziroma tiste akterje, ki so podpisali mednarodno pogodbo, Dejtonski sporazum v tem primeru, ki so ustanovili oziroma dali obliko Bosni in Hercegovini. Kdo je med podpisniki? Rusija. Gremo na Kosovo. Kosovo je nedorečena zgodba, totalno skizofrenična, kjer OZN ne priznaja Kosovo, kjer Evropska unija ne priznava Kosovo, kjer NATO ne priznava Kosovo, kjer naše države priznavajo bilateralno Kosovo in nihče ne ve, kdo plača in kdo pije. Kdo lahko tu najde neko rešitev? Varnostni svet. Kdo sedi v varnostnem svetu? Rusija. In pridemo počasi preko Moldave, preko Transnistrije do Luganskega in vidite, kako ta celotna regija, ki že v 19. stoletju je bila dejansko veliko geopolitično vprašanje med Avstro-Ogrsko in Osmanskim cesarstvom, je dejansko danes popolnoma enaka.
Torej, za mene bi bilo najboljše, da se naredi nekaj, kar seveda puritanska ušesa ne želijo slišati dan danes, ker je politično nekorektno, ker ni lepo, ampak mednarodni kongres. Mednarodni kongres velesil in držav, ki se bojo sedli za mizo, kot smo naredili na Dunajskem kongresu 1815. leta in si bojo razdelili, če ne svet, vsaj regijo. Pa ne govorimo o Jalti, govorimo o Dunajskem kongresu, ki je krasen primer realističnega pristopa, ki je prvič in edin do danes, samo do danes, mislim, nikoli več nam ni nudil 100 let miru. 1815, 1914, tisti ljudje, ki so se sedli za mizo 8 mesecev, so si delili teritorije na mapi, zelo grdo rečeno, ni lepo danes se o tem razmišljati, ampak so si ustvarili neko ravnovesje moči med velesilami, malimi silami in srednjimi silami, nam je podarilo 100 let miru. To je danes potrebno. Nekdo, da bo rekel, udaril po mizi, rekel, ok, zdaj pa ne. To se ne gre za to, da bomo samo ustavili vojno v Ukrajini in s tem nič rešili in pridem do odgovora, zelo dolgo sem rabil, da pridem do odgovora. Kako bi danes predstavili zadevo? Ja, Putin bo lahko predstavil zadevo, da je dobil Donbas in ostalo. Zelenski oziroma Ukrajina pa bo lahko rekla, vse še ni dokončno, smo samo ustavili bojevanje, bomo to zadevo rešili na naslednjih 10 letih. Isto kot Kosovo. To ni rešitev. To je samo zamrznjen konflikt. Mi imamo zamrznjen konflikt v Bosni in Hercegovini, mi imamo zamrznjen konflikt med Kosovo in Srbijo, mi imamo zamrznjene težave skoraj na vseh mejah na Balkanu in bomo imeli ponovno en zamrznjen konflikt v Ukrajini. To je samo kaj? Podkovanje novim konfliktom v prihodnosti. Zato jaz mislim, da pristop za Ukrajino bi mogel biti bolj koordiniran, en velik koncert evropski za Ameriko, za Rusijo in za Kitajsko, da dejansko pride do nekega mednarodnega. In zdaj, ko smo pri tem koncertu malo glede te scenografije, v bistvu, ki jo je pa Evropa ponudila, ne, tudi pri tem sestankovanju v Parizu. Zdaj imamo tukaj 7 teh velikih držav, ne, v bistvu 6 plus Velika Britanija, ki je de facto celo izven EU-ja, ne. Jaz bom rekel tako, moramo biti pošteni, realni, pa reči, da to itak tako poteka. Ne? Se pravi, proces v praksi, kot ste tudi sam navajali, poteka med velikimi fanti in potem seveda je stvar okusa, kako se zapakira PR-ovsko. Ampak PR-ovsko je slabo zapakirano. Ne? Zdaj, če kdaj v tako zgodovinskih okoliščinah, bi bilo verjetno lepo videti teh 27 narodov za skupno mizo, pa čeprav v resnici končne sklepe predlaga 5-6 držav. Ja, absolutno strinjam. Poglejte. Opcije na mizi niso dobre. Vsaj tisto, kar je bilo debatirano v Parizu. V Parizu naj bi bilo debatirano, da bomo mi dali evropske sile, ki bojo deterenca ponovni invaziji Rusije. Veste, kaj to pomeni, deterenca? Da če Rusija začne dejansko se ponovno premikati, mi, Evropa, smo dejansko takoj v vojni. To je deterenca. Deterenca ne bo funkcionirala, ker nišče ne verjame naši deterenci. Ker smo sami rekli, mi nimamo... To je že bilo, recimo, to smo že videli leta, recimo, 39, ko je Francija tudi bila garant za Poljsko. Kar se lahko za prvo fazo dogovorimo, je, da dejansko obstaja neka mednarodna sila oziroma neka cona, neki pas varnosti, na katerem bojo mednarodne organizacije, oziroma pod mandatom mednarodne organizacije, evropske države poslale lastne vojsko ali pač varnostne enote. Američani ne, zagotovo ne, ker točno to je bil problem. Ne? A se misli, da bo zdaj Američani prišli na teren? Zagotovo ne. Oni bojo v ozadju garantirali z atomsko bombo. Ampak mi ne moramo imeti drugo kot mednarodni mandat, v prvi fazi govorim, v drugi fazi bi rad videl mednarodni kongres. V prvi fazi eno varnostni pas, kjer bomo dali naše enote. In mi zato imamo mehanizem. Mi imamo znotraj mehanizma za zunanje zadeve skupno varnostno in obrambno politiko. In imamo misije skupne varnostne in obrambne politike. A je kdo o tem govoril v Parizu? Ne, povabili smo Angleže, ki so itak tudi krivi za to, kar se je zgodilo, želijo biti na terenu, da bi še nadaljevali, ko bo potrebno. In mi ne govorimo o evropskem pristopu, mi govorimo o nekem pristopu o Evropi in 22 manjka za mizo. Ker sem domneval, da bo govora metaforično o tem, ali se zdaj tudi po tem Vensovem nastopu Evropa prebuja, ali to še ni prebujanje, ne, sem si skiciral eno metaforo, pa da vidim, kaj bosta vidva rekla. Metaforično bi jaz rekel tako, Evropa se prebuja, malo je trznila, ne, da pa smo po mojem na točki, ko še ne vemo, ali bo res ustala, si šla oprat zobe, se uredila in začela delati, ne, ali bo samo še enkrat udarila po uri in podaljšala alarm za nadaljne spanje v bistvu, ne. In mislim, da bomo to videli šele proti koncu. Koliko bomo za pogajalsko mizo in kaj se bo na koncu izvilo iz tega v bistvu, ne. Ja.
Ja, mislim, da bolj me skrbi, da smo na tem snuzu, dremežu. Se strinjam, jaz mislim, da smo nažalost na drugi varianti. Ne? Me pa zanima to, ne? Ne, jaz sem samo hotel reči, da v teh malih, 22 manjkajočih je Slovenija. Ja. Zavedamo se, prosim, da Slovenija dejansko bi lahko bila faktor. Mi se vedno imamo za male, nepomembne, veliko krat imamo popolnoma zgrešeno zunanjo politiko, kot tudi v tem primeru, jasno. Ampak si dovolim en primer. Potem lahko gremo na Balkan kasneje, ampak dovolim si en primer iz Kosova. Poglejte, kaj se je zgodilo v zadnjih mesecih. V zadnjih mesecih se je zgodilo, da Estonija, ki ima manj prebivalcev, kot ima Slovenija, ki zagotovo ni regijski faktor na Balkanu v centralni Evropi, je dobila ministrico za zunanje zadeve Evropske unije, podpredsednico komisije. Takoj zatem je dobila generalnega sekretarja znotraj mehanizma za zunanje zadeve Evropske unije. Takoj zatem je dobila, Estonija govorim, pazite, poročevalca za Balkan in Kosovo v Evropskem parlamentu. Takoj zatem je dobila ambasadorja na Kosovo. Govorimo o Estoniji. Se pravi, majhnost nam ne more biti izgovor. Majhnost ne more biti izgovor. Estonija se ponaša kot velesila zunanje politike. In mi tega ne zmoremo. Mi bi mogli biti prvi, ki bi vzeli žogo, oziroma skočili na žogo in začeli dejansko krojiti neko regijsko stabilnost in zunanjo politiko. Konec koncev je Balkan tudi vprašanje. Mi smo prvi, ki bomo fasali, ko se na Balkanu nekaj zgodi. Ne? Ampak morda še to na ta kongres me malo zanima. Se sprašujem, ali je zdaj torej nekako po drugi svetovni vojni se je uveljavil pristop ne spreminjanja meja, zato da smo nekako odvračali razne avtokrate, ki bi morda recimo napadli neke manjše, šibkejše sosede. Ne? Zdaj, če se torej po tej logiki razdelimo interesne sfere, Ukrajina recimo pripade Rusiji, po tej logiki Rusija verjetno brez Ukrajine, želi imeti Ukrajino kot svojo interesno sfero, itak jo dojema kulturno kot svoje, jim niti ne priznava torej obstoja ukrajinskega naroda. Ne? Se pravi, pač so torej Ukrajinci potem zdaj žrtev te šahovnice, oziroma so pač kmetje na šahovnici, ki bodo zdaj mogli požreti to, da pač Rusi želijo, da oni postanejo Rusi, ali je torej konc recimo neke te, bomo rekel, narodne samo odločbe, ki jo je zagovarjal recimo Woodrow Wilson po prvi svetovni vojni, oziroma kaj to pomeni tudi za naprej, za Kitajsko in Tajvan, recimo za konec koncev v Srednji Aziji, ne vem, Uzbekistan, Kirgizijo, ki se za vodo, ne govorimo pol Afrike in pol vzhodne in Srednje Azije. Sej tudi Trump je šel celo toliko daleč glede Ukrajine, da je glede njihove prihodnosti pod Rusijo rekel celo nekaj tacga kot maybe they will, maybe they won't. Se pravi, morda še bodo Rusi, morda ne bojo. Ne? Ja, tu se še bo veliko igralo. Danes je Lavrov je rekel, da suverenost Ukrajine je nedotakljiva in lahko gre v Evropsko unijo. Razumete, kako se bomo tukaj zdaj še kockali in igrali s tem? Ja, gledajte, mednarodno pravo oziroma mednarodni sistem je a la carte. To je tisti bistvo, ki mi ne želimo razumeti. Kot dobri državljani Evrope, civiliziranega sveta, ki si je zmislil mednarodno pravo. Ampak od Grotiusa naprej, od 1500 naprej, v resnici pravo je uporabljeno samo strani tisti, ki imajo moč, ko je njim primerno. Oziroma je uporabljeno strani tisti, ki moči sploh nimajo, zato da se lahko na nek način zavarujejo. Ampak mi smo prišli v fazo, ko je, lahko rečemo, geopolitika kaosa v svetu. In mi prihajamo iz ene mednarodnega sistema v novi mednarodni sistem, ki nič od nas nima pojma, kakšen bo. Ampak zagotovo Američani v tem kontekstu so rekli, mi moramo stati cesarstvo, mi se lahko dogovorimo z ostalimi velesilami, čeprav ne priznamo na enak način, Rusija na prvo žogo, drugo pa s Kitajsko, katere se je bojimo, moramo najti neki modus vivendi. In zato rabimo stabilno Evropo, v Ukrajini neki mir in rast z umetno inteligenco tako daleč, da bomo lahko ne samo bili nad Kitajsko, ampak daleč prehiteli Kitajsko v naslednjih desetletjih. To je plan, ki ga imajo. Če mi razumemo ta plan, potem Evropa lahko ima seveda mirno in stabilnejšo prihodnost. Če bomo pa začeli se mi med sabo dejansko kregati, kot delamo, in iskati izgovore, potem mi nekamor ne bomo prišli. Morda še to, ko smo pri Trumpu, preden gremo na Balkan, ne, te dni, pravzaprav danes, ne, ko snemamo ta pogovor, je potekel rok med Izraelom in Hezbolahom, ne, za torej umik obojih iz tistega južnega območja Libanona, kot so dogovorjeni, nekako kaže, da nobeni ne bodo čisto maknili. Ne, po drugi strani imamo krhko premirje, ki je bilo pred dnevi
pravzaprav v Gazi, govorim, ne, na robu, ne, je viselo na nitki, pa je potem po tej, recimo, Trumpovi intervenciji vendarle Hamas izpustil še 3 talce, ne pa recimo vseh, ne, in hkrati še vedno odmeva, bom rekel, Trumpova napoved, da bo pač recimo Gazo prevzela Amerika, da bo izselil Palestince v Jordanijo in Egipt. Kako resna je ta politika Donalda Trumpa, ne, oziroma kako resno jo gre jemati in kako dolgo bo še kredibilna, recimo po eni strani, če ne izvede tega, oziroma po drugi strani, če to izvede, ne, recimo s tem resno destabilizira, ne, Jordanijo in Egipt, ki sta načeloma, če ne prijateljski, pa vsaj neutralno zavezniški državi, recimo Zahoda, ne, oziroma se z njima pogovarja. Kakšna, recimo, je pa ta Trumpova tukaj geopolitika, no, pri tej situaciji? Poker igralec. Nepremičninar tipičen, ampak v resnici to, kar je on hotel povedati, je nekaj, kar ostale države v okolici na Bližnjem vzhodu so razumeli. Jaz sem nekaj let učil na Diplomatski akademiji na Dunaju. In seveda, ko so bile težavne, kaj bi rekel, učilnice, so vedno poklicali seveda Larisa Geiserja. Naprimer, jaz sem imel v učilnici skupaj istočasno Ukrajince, Ruse, Kazake, Moldavce in še koga. V drugi učilnici, drugi dan pa sem imel Izraelce, Palestince in Jordance. To so bili vsi junior diplomats, torej to so bili vsi ljudje, ki so službovali za inštitucije v Izraelu, v Jordani in za Palestino. Seveda na koncu pride vedno debata, kaj vi, gospod profesor, mislite. Ne? In seveda tu se profesor potem začne premikati zelo previdno, ampak na koncu pride vedno ena resnica. Da sami Palestinci mirno povejo, se nas nišče ne mara, se nas vsi izkoriščajo. To je želel povedati, to želi povedati in dokazati Trump, s tem, ko reče, mi bomo iz tega naredili resort, vzamete se vi Palestince. Da dokaže, da nobena država v resnici ne želi skrbeti za Palestince. Temu sledi, kdo bo plačal za rekonstrukcijo Gaze, da dokaže še, da nihče ne želi plačati za rekonstrukcijo Gaze. Potem bo sledilo 3. in 4. Ampak se strinjam, na koncu mora imeti en plan, če ne bo spadal nekredibilen in potem bojo padale kocke po celem svetu. Ampak jaz mislim, da on in Izrael od zadaj plan imajo in seveda samo dokazujejo, da za Palestince nobody cares, kot bi rekli v mednarodnem svetu. Ne? In da cel problem Palestine se začne leta 1948, ko OZN je deklariral, da bosta 2 državi, ko na dan, ko bi se mogli razglasiti 2 državi, Palestinci so rekli, ne, mi ne bomo razglasili države, mi hočemo celi teritorij. In takrat se začelo. Njihovi, ne, to... In so izgubili možnost, da imajo državo. In mislim, da če bi danes šli nazaj teh 80 let, seveda bi drugače ravnali Palestinci. Ne? Pa da gremo zdaj na Balkan, ne? Ko ste rekel, kakšen plan ima Trump ali ga nima, se mi zdi pa trenutno popolnoma kaotično, kakšen je plan kogarkoli, ali Vučića na dolgi rok, ali pa tudi protestniškega gibanja v Srbiji, še nekako nejasno, kaj se bo iz tega razvilo. Od 1. novembra, ko je pač v Novem Sadu padel tisti razvpiti nadstrešek, protesti ne pojenjajo, ne, celo krepijo se. Zdi se mi pa, da Vučić tam nekje v sporednem svetu, ki ga kaže tudi preko svojih medijev in socialnih omrežij, živi neko svoje življenje in igra še naprej neko igro. Ne. Zdaj, glavne premise. Protestniki definitivno so ujeli ogromno tega nekega ljudskega vrenja. Ne. Če pogledamo pa dogajanje tega vikenda, pa lepo vidniti usporedni svetovi. Na eni strani shod SNS vladajoče stranke v Sremski Mitrovici, ne, kjer se v bistvu zbere 22,000 ljudi, kar spet za srbske razmere ni neka posebna številka, ampak Vučić se tam celo sam norčuje iz izraza, kot je ta sendvič mafija, ne, češ, da so v bistvu plačani te njegovi protestniki, ki prihajajo na shode. Sam se slikal s sendviči, ki jih bojo delili udeležencem shoda. Ne. Na drugi strani protesti tečejo naprej, ne, študentski je bil v Kragujevcu, zelo množičen, bistveno množičnejši od tega provladnega in potem vidimo, ne, to je pa zdaj to usporedno vesolje, Vučić in Dodik skupaj pečeta pod peko, sta nekje v prazničnem vzdušju, v bistvu to objavljata na socialnih omrežjih. Predlagam, da malo pogledamo to bipolarnost, to dvojnost, v katero je trenutno ujeta Srbija. Nismo došli ni da govorimo o tome koliko ne žele izbore, referendume ili bilo šta gde se narod pita. Došli smo
zato što znamo da nam je Srbija ugrožena. Došli smo i okupili smo se zato što znamo da je spolja napadnuta, a da je pomažu i mnogi iznutra koji bi da manipulišu i našom decom, da ih zloupotrebljavaju u najpokvarenije političke svrhe i osvoje nešto što im narod na izborima nije dao. Ali nije onima s polja koji su sve organizovali protiv Srbije cilj srušiti Vučića, a dovesti nekog drugog. Cilj je srušiti Srbiju. Cilj je srušiti Srbiju zato što oni hoće da Srbija ne bude ekonomski napredna, oni hoće da Srbija bude slaba u regionu, oni hoće da Srbija ne može i ne sme da pomogne Republici Srpskoj, oni hoće Srbiju koja će da kleči i izvinjava se i za zločine koji su nad njenim narodom počinili. Ja, zdaj neke osnovne teze moje, se mi zdi, ne vem, če se boste strinjali, da gre Vučić v globalne razmere ta hip, ki so zelo dramatične, v bistvu kar nekako na roko. Zdi se mi, da vsaj do tega trenutka še računa, da ga vele sile pustijo pri miru na tem koncu sveta, medtem ko on še naprej preureja srbsko družbo pač po nekem svojem okusu, pri čemer spet tista drobna zvezdica, ki jo ljubljanski župan vedno omeni, nekako gospodarskega razvoja, vsaj za ta beograjski širši rajon mu ni očitati, kaj drugega pač. In kaže v bistvu to neko oblastniško aroganco še naprej, mimo grede. Ena stvar, ki ni strogo povezana, sem jo pa danes zvedel kot neuradno informacijo, Expo 2027, ta projekt, o katerem Janković zelo rad govori, in se tudi govori, da naj bi ga nekoč morda celo vodil, kompletna zakonodaja gre v smeri tajnih naročil, se pravi, vse pogodbe bojo dejansko tajne, nič ni javno, in zdaj pazita to in vzemita to v kontekstu, da je to pravzaprav pol leta po zrušitvi nadstreška v Novem Sadu, tam noter celo piše, da imajo vsi objekti, ki bojo zgrajeni za Expo, čas, da dobijo uporabno dovoljenje, zdaj še enkrat pozor, 6 mesecev po koncu Expa. Se pravi, če bi se katerakoli stavba ali pa del stavbe sesul med Expom, bi v bistvu bilo vse zgrajeno brez uporabnih dovoljenj. Dogajanje v Srbiji, zelo dobro se opisal po moje, kako Vučić skuša jahati mednarodne tenzije, mednarodne težave. Jaz mislim, da zato ima izreden občutek. Je zato, da preživi in da seveda njegova Srbija preživi. Tili protesti so nekaj čudnega. To se moramo priznati vsi. Ker opozicija jih ne jaha, tudi nimajo voditelja, ampak vseeno, kdorkoli se drži distanco od teh protestov. Jasno, da drži distanco tudi Vučić. Ko greste na teren pa sprašujete, če so proti Vučiću, dejansko odgovori niso direkt proti Vučiću, ampak proti celotnemu sistemu. Torej je dejansko, se opozarja, da nekdo v Srbiji želi, da se spremeni celotna Srbija, ali pa nekdo od zunaj želi, da se spremeni celotna Srbija. Zakaj od zunaj? Zato, ker postopki so dejansko fotokopija tega, kaj se je dogajalo v 90-ih letih z odporom. Na enak način pripravljeni, na enak način so vodeni in nišče ne ve, če v resnici od zadaj je nekdo od zunaj, ampak zagotovo, kdaj se je začelo. Začelo se je, ko skoraj prihajala nova administracija Trumpova, oziroma ko v Angliji so se začeli sprejemati določene odločitve do Balkana, bom prišel do katerih, in je izgledalo vse skupaj kot neko opozorilo Vučićevem sistemu. Kaj se je zgodilo potem? Prvo srečanje Vučića z posebnim odposlancem nove administracije Trumpa, Vučić reče, na nek način citiram, se probam spomniti, rad bi bil, da bi se srečali Trump in Putin prvič v Beogradu, v neutroconi. Ker nikjer na svetu ne obstaja država, ki podpira bolj Trumpa in kjer je Putin še koliko toliko dobrodošel. Pazite, to je velika sprememba v narativi Srbije, ki je sporočilo tujim silam. Sem razumel, pridem na pravo stran, Putina pa še eno na nek način moramo sprejeti. In to sem jaz bral na ta način. Ampak vseeno protesti še grejo naprej. Očitno pritisk še narašča.
Zdaj, gledajte, kdo je izbral partnerstvo tudi za projekt 2027 Expoja Srbijo? Francozi. Francija je postala glavni strateški partner znotraj Evropske unije od Vučića. In koga načeloma ponavadi ne marajo Francozi, mednarodno Angleže. In kdo je postal največji podpornik Kosova, Albina Kurtija in ostalih? Anglija. Deklarirano. Zdaj, novi odposlanec, posebni odposlanec za Kosovo od londonske vlade je bivša ambasadorka v ZDA, ki absolutno jasno reče, da Kosovo mora imeti svojo vojsko, polno oroženo, da Kosovo mora biti sprejet mednarodno, da Kosovo. Torej, mi imamo ponovno na Balkanu clash dveh sil, tokrat evropskih, če želite tudi malo svetovnih, ki izkoriščajo trenutke in lokalne liderje za večjo kuhinjo. Tega se je zabati. Spravi se vrača nekako tista zgodovina, ko so Angleži med drugo svetovno vojno sprožili to revolucijo, s katero je Jugoslavija recimo odstopila od veliko revolucij in veliko zamenjav vlad so sprožili Angleži v svetu, tudi v zadnjih letih od Ukrajine do Sirije in tako dalje. Zdaj, a lahko Vučić, ne, bom rekel, v luči teh protestov, recimo v sodelovanju z Dodikom, povzroči recimo nek zunanji ali pa nek večji nemir na Balkanu, zato da bi recimo ohranil svojo oblast, recimo da bi Republika Srpska razglasila neodvisnost. Če isto vprašanje prepakiram, zakaj sta med pečenjem, ki ga bomo še pogledali, tako zelo mirna? Vučić ima izredni občutek za politiko. Dodik tudi. Se lahko strinjamo, ne strinjamo z njihovimi pozicijami, to je jasno, ampak občutek imajo, zato so tudi na oblasti tako dolgo že. Vučić in Dodik se ne marata resnično, ker Dodik za Vučića je problem. In jaz verjamem, da za Srbijo imeti nenadzorovane probleme, destabilizacijo regiona v tem trenutku ni dobrodošlo in ni zaželeno. Kako pa razumeti recimo tole? Znači uvijek kad ovdje... Predsjednik Mile je organizovao ovo, sve ima 100-200 ljudi ovdje, ali ovo je za mene. Domaćine, daj mi vamo. Kako se diže? Čekaj. Nije ovako. Vidiš. To je pita sa mladim sirom. Da. Jedva digoh ovo. Skratka, praznovanje, mislim, da srpskega dneva neodvisnosti, ali kako že, ne, v Banja Luki ali tam nekje blizu, ne, skupaj, tudi na tem shodu, ko smo ga prej videli, Dodik, Vučić skupaj. Kako to gre pa? Župana Ljubljane ni bilo. Se ravno to sem hotel reči. Prej ste govorili o slovenskih priložnostih, ne? In edino, kar smo mi zagrabili od srpske situacije svojo priložnost, ne, je, da v bistvu vsi pogrešamo na tem posnetku samo še ljubljanskega župana, ker je tako očitno podprl z javnim pismom. In druga stvar, ne, potem je predsednik vlade svojo priložnost izkoristil tako, da je pač ostal tiho. Ne, posnetek razumem politično. Jasno, to mora biti politično sporočilo narodom, to je prva faza marketinga, ampak resnica od zadaj je popolnoma drugačna. Vučić bi želel, da bi bil Dodik bolj miren, Dodik absolutno ni zaželjen v mednarodnem prostoru, Dodik je problem za Bosno in Hercegovino in seveda lahko je uporabljen v pravem trenutku. Ampak mislim, da v tej fazi Srbija ni, od Vučića ali ne Vučića, Srbija sama v tem trenutku ne bi nič pridobila od nestabilnosti Balkana ali nestabilnosti celotne regije. Zagotovo je od zadaj želja Združenih držav Amerike, da Srbija pridobi neko stabilnost tudi v balansiranju ravnovesja lokalnega, regijskega z Hrvaško, ker vseeno v Washingtonu še vedno gledajo na te težave izpred 20 leti, da bi regija bila stabilna. Ampak tu seveda je kosovsko vprašanje. Kosovsko vprašanje mora biti rešeno. In Amerika, vsaj Bidenova Amerika, je dala veliko Evropski uniji možnosti, v to sem bil vključen, sem videl dejansko vse te težave v tem dialogu med Beogradom in Prištino, da se ta zadeva reši z dialogom. Do tega ni prišlo. In Američani so tu bili zelo razočarani in zagotovo zdaj iščejo na nek način neko možnost, da tudi tokrat pokersko ali nepremičninsko darijo po mizi in da razrešijo ta vozel. Ker kaj je problem? In s tem končam dejansko, prostite, analizo. Fronta je fronta z Rusijo. Amerika potrebuje Evropsko unijo oziroma Evropo stabilno, ker mora biti stabilna fronta do Rusije. S tem to pomeni, da moramo zapreti črno luknjo, ki jo imamo znotraj, in to je Balkan.
ker Balkan lahko potem destabilizira celotno enotno cesarstvo. In to je glavni cilj Amerike, ki bi moral biti glavni cilj Bruslja, ki ga v zadnjih 15 letih absolutno Bruselj ni hotel niti videti. Zdaj smo lepo načeli to Kosovo. Ne? Smo rekli na začetku že, da ste svetovalec bili 1 leto NATO na Kosovem. Ne? Najprej mogoče čistko bolj osebno, preden gremo v podrobnosti. Sem vas vprašal še pred snemanjem, kakšna je bila ta izkušnja. Ste uporabil besedo, ki se začne na kata in konča na strofa, ne? Pa me zanima mogoče res skozi osebni vidik, kakšne so bile. Ja, osebni vidik je, ko spoznaš realnost na terenu, se ti spremenijo precej pogledi na lokalno regijsko geopolitiko in tudi svetovno geopolitiko. Zakaj? Zato, ker dejansko vidiš igralce in voditelje, ki bi želeli, da pride do konflikta. Želijo dejansko dokazati drugemu, da so boljši, v svoji lastni majhnosti, želijo se vpisati v zgodovino. So vsi dejansko tisti, ki so danes na oblasti v tej regiji, izvirajo iz nekega leninizma, marksizma, nacionalizma, ki se dejansko na terenu potem občuti, se vidi. Jaz lahko mirno sem tudi povedal, večkrat povem, da naša misija od oktobra 22 do oktobra 23 je vsaj 2-krat, če ne 3-krat preprečila civilno vojno oziroma novi izbruh vojne na Balkanu. Tega sem absolutno prepričan, imam dokaze, vem, kaj sem videl, vem, kaj sem delal in vem, kaj smo mi preprečili. Da smo do tega prišli, Bogu hvala, noben ni umrl, smo pa imeli 93 ranjenih vojakov, Italijanov in Mađarov. Tako da, situacija na terenu je katastrofalna, zato ker dejansko vsak dan, in mi se tega v Sloveniji in mejimo s to regijo, in bi jo morali ovladati, in bi morali biti partner, in bi morali biti voditelj znotraj evropskega sistema v kreiranju nekih stabilnih razmer v tej regiji, mi se tega ne zavedamo. In ko bo, če bi pošlo, jaz sem pripričan, en dan na Balkanu bo ponovno pošlo, ker mi z Balkanom ne znamo se soočati in ga upravljati, prvi na meji smo mi. Ne Nemčija, ne Francija. Je buffer zone med njimi, smo mi. In mi bi morali imeti največji interes, da dejansko to na nek način umirimo. In mi imamo doli vojsko. In mi imamo velike investicije s tem. Mi plačujemo davkoplačevalski denar za odlično posredovanje naše vojske, za krasno profesionalnost naše slovenske vojske in potem od tega nimamo absolutno nič. Politično, govorim, ne izkoriščamo. Zdaj, v Evropi imamo kar nekaj volitev, pa zanimivih volitev v zadnjem času, zdaj, ko smo že pri Kosovu, ne ravno Kosovo jih je tudi imelo pred dnevi, ne, zmagal je Albin Kurti s stranko Samoodločba, ampak ni dobil absolutne večine, ostali nekako nočejo z njim sodelovati, se Kosovo poglablja v recimo politično krizo. Ja. Zagotovo. Albin Kurti je izkazal v svojem mandatu svojo nacionalistično držo, je probal na vse možne načine pridobiti to, kar misli, da pač Kosovo pripada. Zagotovo mislim si, da ne zagotovo mislim si, on je deklariral večkrat javno, da si želi veliko Albanijo, kar pomeni seveda čisti Kosovo. Torej, vse tiste floskole, ki OZN, Evropska unija, mi kot misije mednarodne prodajamo o multietičnem Kosovo, dejansko za njega ne bi smeli obstajati. In je bil izoliran. Sploh takrat, ko smo mi imeli tisti 93 ranjenih maja 2023 v Zvečano, ko je prišlo do konflikta med kosovskimi oblastmi, med Srbi in mi na sredini, da smo dejansko preprečili, da bi prišlo do kaj hujšega, je celoten svet govorim tokrat, in Amerika in Evropska unija so začeli izolirati Albina Kurtija. Kosovo danes je pod merami, tako rečenimi merami. To so v resnici sankcije. Ja. Ampak mi jih kličemo mere. In od takrat te mere niso nikoli bile preklicane iz strani Evropske unije in niti od Amerike. Torej je velik pritisk mednarodnega sveta, da se Albin Kurti dejansko da na stran. In Albin Kurti je izgubil 10% na teh volitvah. Zdaj pa seveda, a bo prišlo do vlade celotne opozicije, da bo lahko celotna opozicija sestavila vlado proti Kurtiju, kar bi si želeli vse, to lahko mirno povem, čisto vse ambasade zahodnega sveta v Prištini, ali do tega ne bo prišlo, je vprašanje. Bomo mogli še počakati nekaj dni, da se preštejo glasovi, ampak kaj bi rad opozoril je, da septembra, oktobra, če se ne motim, letos bojo lokalne volitve, potem pa so predsedniške volitve. Predsedniške volitve 26. leta, maja, aprila, če se ne motim, pa so zelo pomembne, zato ker 1/3 neprisotnih v parlamentu lahko blokira legitimnost izvolitve.
In Albin Kurti je trenutno že ima več kot tretjino. Zdaj mogoče eno rahlo provokativno vprašanje, ki pa se mi v zvezi s Slovenijo postavlja kar samo od sebe. Videli smo Srbijo, pa se mi zdi, da je slovenska politika uradna Ljubljana v bistvu dokaj jasno dala vedeti, da v odnosu do Vučića ni najbolj samostojna in neodvisna, ne? Ali je v odnosu do Kosova in gospoda Kurtija ta aktualna vlada v Ljubljani neodvisna, kaj bolj? Gremo samo gledati nazaj zadnja 2 leta od trenutka, pod katerem je Kosovo pod sankcijami Evropske unije, v kateri tudi piše, da ne bi prišlo do bilateralnih srečanj, pa boste videli, koliko bilateralnih srečanj dejansko je bilo med Slovenijo in Kosovo v zadnjih 2 letih. In če še zaključimo, bom rekel... Kar nekaj, da ne bojo poslušalci oziroma gledalci razumeli napačno. Je kar nekaj. Ja, če zaključimo še z, bom rekel, nazaj prvenstvu, ki opozarja na demokracijo v Evropi, ki opozarja na demokratične standarde. V Avstriji so imeli volitve, zdaj imajo trenutno najdaljše trajajoče obdobje sestavljanja vlade, ker po zmagi svobodnjakov in na drugem mestu ljudske stranke, ki pa recimo samo z socialdemokrati nima dovolj, da bi sestavila vlado, torej še vedno ni uspela sestaviti vlade, najdaljše obdobje po drugi svetovni vojni. Sestavljanje vlade, ta teden se na volišča podajajo Nemci, kjer kaže na podobne težave. AfD sicer verjetno ne bo prva, bo pa zelo verjetno druga. In tudi CDU se mi zdi tukaj, ki bo verjetno prva utesnjena nekje med AfD, ki je na eni strani za tistim zidom, ki ga imajo Nemci, kot nedemokratično, na drugi strani ima za potencialne partnerje zgolj izrazito radikalno leve stranke, od socialdemokratov do zelenih in linke, ki so recimo še toliko bolj radikalni. Francija na tretji strani je tudi že nekaj časa nima več tega tipičnega dvostebrnega, recimo socialdemokratsko, krščansko-demokratskega glavnih strank, ki vodijo državo, morda v sodelovanju s kakšno manjšo, ampak imamo pravzaprav zelo razdrobljen parlament skrajne levice, skrajne desnice in nekega Macronovega sredinskega gibanja, ki pa vsi skupaj med sabo zelo težko funkcionirajo. In konec koncev smo imeli razveljavljene volitve v Romuniji, na kar je upozoril J.D. Vance. Pa če malo strnem to, v kakšnem stanju pravzaprav je ta evropska demokracija in kakšna je tukaj vloga Amerike, ki po eni strani recimo J.D. Vance opozarja na to, da se z nekaterimi strankami ne pogovarjajo, kot je AfD, po drugi strani so to stranke, ki recimo aktivno simpatizirajo s Putinom. Poglejte, jaz mislim, da Vance ima prav. V trenutku, ko demokracija se boji sama sebe, demokracija začne propadati. In mi imamo ta problem. Naše elite razmišljajo o tem, da živijo v nekih višavah in mislijo, da imajo rešitev za vse same. Jaz pa sem sredinski človek. Mi ni všeč meni skrajnežni, desni ne levi. Verjamem pa, da demokracija na koncu oziroma oblast bi morala biti oblast za narod. In kaj mi doživljamo v zadnjih 20 letih v celotni Evropi, ne samo v Sloveniji, poudarjam, ne samo v Sloveniji, ampak specifično tudi v Sloveniji, je boj za oblast, za to, da jaz lahko plenim. To je v celi Evropi. Skorumpiranost do konca. Se opravičujem, to zdaj ni izrazito intelektualni geopolitično razmišljanje, ampak dejstvo je, da mi izgubljamo nadzor nad oblastjo se barikadirajo med sabo, zato da lahko dejansko izkoriščajo državni proračun oziroma investicije in da dobijo procente iz investicij. Se gre na oblast zato, da se dobi nekaj. Se ne gre na oblast zato, da se servisira narod oziroma država kot inštitucija in kot subjekt mednarodnih odnosov. V tem je problem. Kdo je to delal? Delalo so te elite, ki so v 40 let bile na oblasti. Tudi v Sloveniji se oblast nikoli ni spremenila, se s tem strinjamo. Ne? Ampak nikoli jaz, Laris Geiser, ne bi rekel, da levica je skrajna stranka in ne sme biti na oblasti. Dobrodošla. Poglejte Italija, kaj je naredila. Pred 20 leti cirka pride ven protestni val in vsi volijo Severno ligo. Severna liga je opisana kot skrajna stranka, kot neprimerna za oblast, kot nedemokratična, kot stranka, ki želi razpad Italije. Kaj Italija naredi? Vključi tole stranko v oblast in jo skorumpira. Prvo, zadovoljen je narod, ker je lahko protestiral, je imel občutek, da protest je nekam pripeljal. Kot drugo pa inštitucije države, ki se ne bojijo same sebe, ki vejo, kaj je demokracija in kako delujejo inštitucije, vključijo ta
ta trenutek noter in ga dejansko naredijo del inštitucije, del demokracije. V tem je parlamentarna demokracija. Če nimam drugega orodja, kot da volim desno ali skrajno levo ali skrajno desno, zato da protestiram, potem je na inštitucijah demokracije, da zna s tem se soočati. V trenutku, ko jaz rečem, da so ene volitve neveljavne in da jih prekličem, ali rečem, da nikoli ne bom sodeloval z AfD, ali nikoli ne bom sodeloval z FPO, jaz naredim sam sebi največjo škodo, sam sebi kot država, demokratična država največjo škodo, ker mene narod več ne bo verjel in potem lahko pride res do revolucije. Zelo na kratko bi izpeljal mogoče edino neposredno notranje politično vprašanje, če boste sploh želeli v tem našem pogovoru, in sicer, ko gremo v Slovenijo na levico in desnico in malo pogledamo v globalnem, imate dve državljanstvi, slovensko in italijansko, pogosto se iz tujine vračate domov v Slovenijo. Zakaj to sploh omenjam? Ker se morda z te distance, tudi iz širine malo bolje z distanco vidi, kaj se pri nas dogaja. Kam po vašem zavija s to vlado in naprimer pred naslednjimi volitvami Slovenija? Kot prvo sem Ptujčan iz Ptuja. Tudi to drži. Sem rezident v Sloveniji, delam mednarodno, kar je res, ampak jaz mislim, da že dolga leta ne peljamo v pravo smer in nimamo enih pravih rešitev. Sem človek, ki prizna jasno, da je neki liberalni prihaja z neke liberalne konzervativne sfere. Tega v Sloveniji nikoli ni bilo. Tega ne vidim na vidiku, ne na obzorju. In v Sloveniji od 1980. leta naprej imamo popolnoma isti režim, iste ljudi in iste sisteme, ki prevladujejo narodu. Tako da, nažalost, sem precej negativen do prihodnosti, žal. Ja, mislim, da smo lahko sicer bi si želeli na bolj veseli noti zaključiti. Zato pa skušamo včasih vsaj humorno pokomentirati te stvari. Ampak smo pri koncu, tako to je bila, lahko rečemo, bonus epizoda Safari po svetu. Odločitev je glede na burne razmere globalno padla kar hitro, da se danes odzovemo s tem pogovorom. Hvala vam za vso podporo preko socialnih omrežij in tudi za naš novi projekt Zanima.me. Ja, kjer še vedno zbiramo tudi naročnine oziroma podpore, tako da le obiščite Zanima.me. Hvala tudi gospodu Gajserju. Hvala. Na zelo, kratko vabilo se uspel udeležiti in odzvati in dati take zanimive uvide, ki so, mislim, zelo popestrili. Meni je veselje. To oddajo. Enako. Mi pa se vidimo že v petek in to z enim zelo zanimivim, zelo atraktivnim gostom. Toliko že lahko povem. Tako da, če še slučajno niste, se naročite na kanal. Seveda, če še niste, tudi obiščite Zanima.me. V kratkem se obetajo tudi že prve vsebine, bolj konkretne vsebine na tem portalu. Tako da sicer pa, kot rečeno, čakamo še vedno, da se nabere tudi ustrezna podpora, da zadeva v polnosti zalaufamo. Sicer pa lep pozdrav do petka, ko prihaja klasična epizoda. Nasvidenje.